Turizem kot dejavnost je zelo pomembno, kajti gre za nekoliko drugačno gospodarsko dejavnost, ki ima širok vpliv tako na druge dejavnosti, kot je tudi gospodarsko pomemben. V Sevnici postaja gospodarsko pomemben, vse več je turizma, hkrati sem pa vesel, da gre za sonaraven trajnostni turizem, ki ne obremenjuje okolja do te mere, da bi se domačini neprijetno počutili zaradi prihoda turistov, kar se v nekaterih krajih dogaja. Pri nas nekako uspemo te turiste vključiti v dogajanje, tako da nekako sprehodi na Lisco so urejeni, parkiranje pod Lisco je urejeno, da ne moti domačinov v preveliki meri, tudi ribolov ob Savi nekako je pričakovan, da se v tistem okolju to odvija in ne pretirano vpliva na domačine. Hkrati pa se tudi domačini prijetno počutimo, ko lahko koristimo te turistične destinacije. Turizem se resnično spreminja in naši ponudniki izredno dobro sledijo novim zahtevam, novim pričakovanjem v svetu in to krepi kvaliteto življenja v celotnem območju, tako za turiste, ki prihajajo k nam, kot tudi za nas same, ki tukaj živimo. Svetovna turistična organizacija nas ob letošnjem svetovnem dnevu turizma poziva, da ponovno premislimo turizem. Da premislimo o vključevanju v turizem, da premislimo o trajnostni naravnanosti. Tej že vrsto let sledimo tudi na območju občine Sevnica. Prizadevamo si k trajnostnemu butičnemu turizmu, kar je tudi načelo strategije turizma na območju Slovenije. K temu spodbujamo naše ponudnike, lokalno-turistične vodnike in tudi ostale organizacije, ki delujejo na področju turizma. Skozi leto kot lokalna turistična organizacija pripravljamo različne delavnice, predavanja, izobraževanja namenjena vsem vključenim deležnikom in jih spodbujamo k trajnostnemu ravnanju na področju turizma. K temu pa spodbujamo tudi obiskovalce naše destinacije, predvsem s tem, da jih spodbujamo, da se poslužujejo trajnostne mobilnosti, raziščejo destinacijo na kolesu, pridejo sem k nam z vlakom, da uživajo v pitni vodi iz pipe in da podpirajo lokalno tudi s tem, da uživajo v lokalni kulinariki in se poslužujejo ponudbe. Veseli smo, da se to odraža tudi že v priznanjih. Sevnica je lansko leto prejela zlati znak zelene sheme slovenskega turizma. Temu se pridružujejo tudi že priznanja posameznih ponudnikov, kar dva nosita naziv Green Accommodation, eden od njih tudi Green Cuisine. Pred kratkim pa nas je v občini razveselila tudi zelena zvezdica Michelinovega vodnika, ki je potrditev za trajnostno gastronomijo pri enemu od naših ponudnikov. Želimo si, da bi to bila spodbuda tudi za ostale, da bi se posluževali še bolj trajnostnega turizma, ki prinaša tudi butične zgodbe in nepozabna doživetja. Hkrati pa dobrobit v lokalno okolje in za lokalne prebivalce. Vsem vključenim v turizem želimo ob svetovnem dnevu turizma vse dobro, obilo užitkov v ustvarjanju nepozabnih zgodb in pa nešteto prijaznih in zadovoljnih obiskovalcev. V Turistično zvezo občine Sevnica je vključenih 10 zelo aktivnih društev, ki živijo na podeželju in delajo to društveno življenje in turizem živ. Brez njih si sploh ne moremo predstavljati živega turizma. Naša turistična društva skrbijo za tematske poti in te tematske poti so v vsaki krajevni skupnosti lepo opremljene s markacijami, lahko se po njih hodi varno, ne boste zašli, opremljene so z informacijskimi tablami, kar veliko jih imamo in skrbimo tudi, da so lepo obnovljene. Zdaj mineva že 10 let, kar smo začeli te table postavljati in letos jih bomo ponovno nekaj obnovili. Turistična zveza že zgodaj spomladi prične s čistilnimi akcijami. V tem projektu sodelujemo s občino, z javnim podjetjem Komunala in pa s KŠTM-jem. Vsi skupaj stopimo in izpeljemo te čistilne akcije, da ozaljšamo naše kraje, na spomlad pripravimo. Po čistilnih akcijah obeležimo Svetovni dan turizma s zasaditvijo prej občinskih lip
sedaj Sevniške voščenke. To sodelovanje poteka z osnovnimi šolami. Vsako leto pri drugi šoli posadimo in učenci so in mentorji zelo zadovoljni, da se ta projekt vodi preko šole. Nato čez leto vsa društva pripravljajo svoje prireditve. V vsakem kraju, kjer je naše društvo, imajo sigurno eno veliko prireditev preko leta. Dokler ne pride jesen, seveda po čistilnih akcijah ocenjevanje krajev, to je zelo pomemben projekt, kjer smo se pa tudi uvrstili zelo visoko na republiškem nivoju. Jesen pa obeležimo Svetovni dan turizma. Ta dan pa obeležimo z odprtjem zelenega okna. Vsako leto odpremo eno zeleno okno ali več, društva tudi v svojem kraju iščejo tiste biserčke, na kaj bi opozorili zelenim oknom. Letos smo ga odprli v Šentjanžu, počastili smo ga častnemu krajanu, občanu krajevne skupnosti Šentjanž, ki je žal lansko leto preminil, zapustil pa nam je zelo bogato dediščino v knjigah, arhiv zgodovinski. To zeleno okno na avtobusnem postajališču v Šentjanžu stoji, zanimiva zgodba. Bliža se pa še en tak pomemben dogodek, seveda, ker bomo imeli občinski praznik, se želijo tudi naša društva priključiti občinskemu praznovanju in letos bomo ob občinskem prazniku predali namenu Knapčkovo pot na Tekpav, kjer se dela premočna erozija tal v gozdu, kjer je to mladi pragost, ga bomo tlakovali s kostanjevim lesom, za kar se moramo zahvaliti seveda Zavodu za gozdove, osnovnim šolam, ki nas podpirajo, KŠTM-ju in pa občini. Ob zaključku leta pa podelimo še priznanja Moja dežela lepa in gostoljubna najlepše ocenjenim krajem in pa tudi turistično azalejo najboljšim ali gostincem ali kmetom, vsem, ki se kakorkoli po svojih močeh vključujejo v razvoj našega turizma. Smo veseli, da živimo v zeleni občini, da imamo toliko lepot. Mislim, da lahko rečem, da Ajdovski Gradec je en najlepši na tem koščku Evrope in da moramo biti ponosni na to.